V Evropi nevtralnost ohranjajo države, ki so jo pridobile v preteklosti in običajno v posebnih zgodovinskih okoliščinah. To so Avstrija, Irska, Finska, Malta, Švedska in Švica. Nevtralnost je politični in pravni status države in pomeni, da ta ni vključena v mednarodne vojaške in politične zveze, na primer v NATO ali v Evropsko unijo. Država, ki razglasi vojaško nevtralnost, se ne sme vplesti v noben oborožen spopad, na svojem ozemlju ne sme dovoliti gradnje tujih vojaških objektov ali urjenje tujih vojakov. Nevtralnost je lahko razglašena z mednarodno pogodbo ali z ustavnim določilom. Avstrijo k nevtralnosti zavezujeta Avstrijska državna pogodba iz leta 1955 in ustava, ki prepoveduje priključitev države vojaškim zvezam in postavitev tujih vojaških oporišč na njenem ozemlju. Nevtralnost Avstrije je zahtevala nekdanja Sovjetska zveza. Švedska pa je na primer ena od držav, katere politika nevtralnosti temelji na tradiciji in ne na mednarodni pogodbi. Formalno je nevtralnost razglasil kralj Gustav XIV leta 1834, za nadaljevanje te drže pa se država odločila tudi po drugi svetovni vojni. Države s statusom nevtralnosti imajo svoje oborožene sile in običajno vanje vlagajo veliko denarja. Z njimi bi v primeru napada na druge države branile lastno ozemlje. Ruski predstavniki so kot eno izmed možnosti za prekinitev zdajšnjega spora navedli nevtralno Ukrajino po vzoru Avstrije ali Švedske. Ukrajina pa sporoča, da bodo privolili le v poseben ukrajinski model nevtralnosti, saj je država že v neposredni vojni z Rusijo. Želijo zagotovilo v tako imenovani absolutni varnosti. To pomeni, da bi se podpisnice dogovora o nevtralnosti zavezale, da bi ob morebitnem ponovnem napadu Rusije na Ukrajino tej vojaško pomagale.